Evropske poslanke in poslanci iz Slovenije, izvoljene in izvoljeni na evropskih volitvah 2014, so se takoj na začetku mandata v Evropskem parlamentu predstavili in pogovorili s predstavniki civilne družbe in medijev. Poslanci so se več kot 80 prisotnim predstavili in spregovorili o svojih načrtih delovanja v Evropskem parlamentu, predvsem pa so bili vsem na voljo za odprt pogovor v okviru edine neposredno izvoljene evropske institucije. Med evropskimi poslankami in poslanci iz Slovenije so 4 ponovno izvoljeni, in sicer Milan Zver, Tanja Fajon, Lojze Peterle in Ivo Vajgl. Novo izvoljeni pa so Romana Tomc, Igor Šoltes, Franc Bogovič in Patricija Šulin. Civilna družba je res izjemno pomemben segment družbe. Si ne znam predstavljati, da jih ne bi bilo. So nekako tisti glas, ki opozarja, mogoče tiste, ki včasih pozabimo, se vedno iz množice želja in pobud izkristalizirajo tiste, ki pa potem na koncu najdejo realizacijo v neki zakonodaji. Evropski poslanci smo tista direktna vez, smo neposredno izvoljeni strani državljanov in jaz sem prepričana in bi rekla, da tudi ljudje, predstavniki civilne družbe, nevladnih organizacij najlažje pristopajo do nas, kanali so odprti, mi imamo poslanske pisarne tako v Ljubljani kot v Bruslju, lahko pišejo ali se obrnejo na nas z individualnimi ponudbami, imamo tudi vrsto mehanizmov, da kakšne ponudbe konkretno prenesemo na evropsko raven, zdaj je tudi precej aktualna državljanska pobuda, kjer lahko ljudje zbirajo podpise. Mehanizmov je veliko, na vsak način pa bi priporočila za vsako takšno pobudo čim širšo, skoordinirano akcijo in pa tesno sodelovanje. Ja, mislim, da kot enega ključnega korektorja napačnih politik ali pa signalov evropske politike, to se je zlasti pokazalo zopet na zelenih področjih, to pomeni ravnanje z odpadki, vprašanje privatizacije in komercializacije vodnih virov, kar je bil tudi že poskus tega aktualnega čezatlantskega sporazuma z Ameriko, ki ga Evropska komisija vztrajno skriva in ga noče dati na vpogled, ker pravi, da to ni pravni akt. In tukaj se mi zdi, da lahko civilna iniciativa, ki žal je bila prvič neuspešna, da lahko v nadaljevanju skupaj tudi z evropskimi poslanci doseže, in tukaj se bo sam zelo zavzemal za to, da se tudi te čezatlantski sporazumi z drugimi državami uvrstijo na dnevni red tudi parlamenta in da se spusti zraven tudi civilne organizacije, da lahko dajo svojo kritično misel. Civilna družba je vedno bolje organizirana, informacija steče preko dneva in velikokrat črpaš poglobljene informacije prav od njih. Zato z veseljem sodelujem z vsemi, ki na tem področju delujejo in pričakujem, da bo tako tudi v prihodnje. Civilna družba je nujno potrebna, da poda svoje mnenje, pozitivno in tudi konstruktivno, kritično. Pravzaprav moramo delovati z roko v roki. Hvala vsem za udeležbo. Lepo vabljeni na naše prihodnje dogodke.